stereotipi povezani s glasbenimi žanri, in stili oblačenja, to je. Kaj ti poslušaš? Ja, povezano s stili oblačenja, metal poslušam, ne? Ja, se zelo vidi. Se zelo vidi. Pa hajde. Ja, dva smo se našla. Prava, dva smo se našla. No, ko viš mene. Ja, tebi malo bolj želi funda. Ja, kombinacija heavy metala, death metala, pa black metala skozi vsa leta. Ajde, black. Začel sem, v bistvu black metal pol po zapisnicah. Ja. Pa tudi hlače imam v šuheno, tako da se pri tem vidi. So zelo stereotipe, ne? Ja, stereotipe. No, kak smo metalci, tako koliko paži. Čakaj, stereotipno nasilni. Ja, glih, ja. Stereotipno, kad jaz vem, kaj še. Kot stereotip, ja, bi naj bili mi neizobraženi, nasilni, umazani. Bolj piše, kot da smo zelo slabi ljudje. Samo tak, če bi bolj ljudi opažali, bi videli, da smo zelo prijazni, ne? Ja, jaz definitivno poznam več ljudi, ko so ko poslušajo mainstream muziko, pa so bolj nasilni in bolj nesramni, ko pa bolj na kjerikoli metalskega jaz poznam. Pa bi mi nadelali probleme, pa v resnici bolj oni kot mi. Isto zdaj tega bolj zaradi nevednosti ljudi, ne? Glede na to, kakšni smo. Če ravno, ajde. Vse mogoče malo moraš stopiti, ne, zaradi, ker ti recimo, ne, to ti špici, pa mogoče še neka lederca, ne, pa glava dol. No, pa tedno nazaj smo tako... Pa ajde, da se te nekdo vstraši, pizdari. Ja, sem že imam večkrat takih izkušenj, ko sem se sprehal po teku, pa govorim neko osebo, ne, tak... Zdaj, vas lahko smoti za jutri, me zanima, kje je to, pa začne oseba bežati pred mano. Pa gospod, ne samo nekaj vas hoče vprašati, ne, on beži pred mano. No veš, meni se to ne dogaja, meni študira kako muziko poslušam, kakaj sem pač sredca. Prvo se zgodi to, da vem si sta zadnjič prišli takšne dve punci, ki ne poslušata metala, ne? Ja, to je vedno bolj pogosto, se nas opazuje. In tako se malo pogovarjamo, ne, pa te mislite, da sem jaz največji razbijač, ne, pa vse, pa ste bili nadušeni glede tega. Ja, to naš ima bolj ono, chicks hunting for bad boys. Ja, in potem se povem čist prijazno od njiju, ne, pa sem nekaj jaz creepy, grozen. Kje je to povezava, pač prijazen? Da in kad grozno. Pa že imaš tiste druge stereotipe, rečemo punkeri. Ja, punkeri. No, za njih pa je bolj, ne, bil žalen do punkerov, ampak ja, lahko bi se umivali malo več pogosto. Ja, eni res, samo... Če glih, hajde, se tudi ne vsi punkeri. Ja, tudi ne vsi punkeri. Se zir, najdeš nekega metalca, ko se rad lamle, pa točno vema, kjer ga najdeš, pa nema se na kameri, ne? Bolj so tipično trasherji. Ja. Pa na festivalih včasih kakšnega zavohaš. Ja, to tudi. Ja, se najdeš tudi tam kak je stereotip, ko štima, ne? Ja. Če glih se mi pa zdi, da metalci, ne, pa nimajo toliko stereotipov nazaj, ne? Ja. Ker ko jaz v peko, ker je ful metalcev, pa punkerov, pa tega prijem taki, ne, nima nobenega stereotipa, kaj za to delo, ne? Ja, pa tudi bolj prijazno se tako obnašamo, pa še ko je nekdo taki. Ja, čeloma. Človek je človek, ni nekaj razlike. Razen če je hodobno. Pa razen če se obnaša kot kreten, ne? Ja, bolje odvisno obnašanje kot pa kaj drugega. Zdaj, če pa reperi, tak... Reperi? Ja, reperi. Ne maram jih najbolj. Njihove pesmi, tak besedila njihova, ti oblačenje. Pa kaj? Ja, oblačenje, meni... Nisem še v bistvu nobenega prijaznega reperja spoznal. Jaz nekaj reperov poznam. Jaz pa vse, kaj sem poznal, so bili kreteni. Ja. Če vsakodnevni ljudje, taki, ko vidiš na ulici, vse ne je zelo pogosto. Ena besedila od reperov, pa zdaj ne rečem, ne, tukaj kaki slovenski ima neka besedila, ko... Ajde, še imajo vmes med ganđo in podobnim še neki, kaj bi temu rekel, glubi pomen, ajde. Samo, bolj pa imaš... Problem je, da v slovenščini se ni precej slabo. Ja, bolj pa imaš tuje reperje, ko je tam, basically, bitches nigga weed, to je to. Ja. Pa če sam je belec, reči nigga. Ja, pa nima veze, makar je Kitajce, nima veze. Kaj še? Ja, kako? Hip-hop, ne hip-hop, očekaj, to je tako isto krepeš. Hip-hop, ja, meni je to. Ja, to ti so zabavni meni, osebno.
hip-hop, pol pa je rap, pol pa je ono, pa kaj te jaz vem, kaj imajo oni, pa meni se isto. Ja. To se bo pogovarjamo z lastnih predsotkov. Ja, to je res. Vse skozi gledamo, ker po vsejnosti se bi drugače obnašali, če mi ne bilo metalca. Ja, dobro, se kjer je rapper ali pa kjer je hip-hopper, pa te loči med death metalom, pa thrash metalom, pa black metalom. Ja, pa speed metalom, pa med gory, pa metalom, to tudi ne. Mislim, že opazimo nekak po oblačenju, ker ja. Ne, pa mislim že muziko, ne? Ja, to je že to. Ja, to najbolj prepoznaš, po oblačenju pa bomo tako postopoma. Imaš gledati točno kakšno obute ima človek, imaš gledati točno kakšno oblačila ima. Pa to je obnašanje kakšno ima, če poslušam metal, ko pa najviše to je po obnašanju. Najhitreje ločiš pač neki, pač v tej grupi metalca od punkera. Ja, pa imaš še tudi pop poslušalce. Ja, samo kaj boš rekel, pop poslušalcih? Ne veš nič več, so tako pogosto dovoljne. Nima nekaj tak posebnega v sebi, tako. Ne, pač to je neki mainstream, ne? Nisi nič posebnega. Pa človek bi, eni pravijo kao, veš, da je bil, ne vem, pred 30-40 leti, da je bil rock mainstream, ne? Samo ni bil nikoli prav mainstream, ne? Ja, vse ne. Ker ko se je začel, ni bil mainstream, če so ga mladi poslušali, samo je bilo takrat on your rebellious spirit and whatnot. Tudi s tem so prišli konflikti z cerkvijo, gnjavalo, gledalo, kaj je nas. Pa se vsem ostalim tudi. Ja, saj. Da pa se ne religija odmešava, gledaj, kaj človek v bistvu posluša, kaj v bistvu neumno. Ja, o pop poslušalcu res ne moreš nič povedati, pač ne moreš nekih stereotipov zdaj tu metati. So imeli svoj čas, ko so bili vredo, rečem, časi Michael Jacksona, ampak zdaj pa so že res, to je njihova besedila, to je oblačenja njihova. Pa avtor tiče, ja. Ne, pač ene stvari postajajo tak čist brez okusa, tipa Miley Cyrus, ne. Ja, pa Justin Bieber. To ne vem koliko je brez okusa, ko pa je samo slabo, ampak dobro. Njegov odnos do vsega ostalih je res konkretno slab. Najboljše pa je, da njegovi fani tega ne opazijo. Ja, kaj je še hujše. Ne, imaš tak koncert, rečemo, neki rock koncert z nekim pop koncertom. Rečemo, neki pop poje bo imel neko rahlo popularno, ne bo nastopal. Vse svoje fane, ki so prišli na koncert, ki so plačali za karto, zajemo. Medtem, ko po neki rock koncert se lahko veže roko, po sam špilo še dalje. Kaj, tisto si videl, ko je David Grohl, ko si je nogo zlamil, pa so mu gips dajali in ta cajt, ko je špilo na nogo. Sem to več takih primerov. Volnikom si je celo ruku razvezal, še eno špilo. Edino, ki se je to zgodilo tega, je bilo bombicam tisto, da je bil brez glas, tega res ne more peti. Ja, to je razumljivo, ne. Kaj smo še ful spustila? Ja, ful, samo ne vem, kako boš ti delal stereotipe o ljudih, ki poslušajo jazz pa blues, ne? Blues meni, rečemo, enega poznam ravno. Dobra oseba, ampak malo se mi zdi cel čas depresiven, pa da je rekel, da ravno za blues. Po imenu že, ne? Ja, saj, ja, ampak... Ne zaradi bluesa, ampak to, da posluša blues je po mojem posledica. Ne, saj jaz tudi poslušam blues tako occasionally. Saj blues je vedno. Ja, vse zapaše. Pa kaj swing, pa jazz to je. Ja. Pa opera, poslušalci... Pa opera... Ne, opera je čisto. Če pa... Z nem rekel, da ne, grem vsake toliko, ko je tak v operu.